En lep pozdrav sem skupaj, sem Mihael Žmahar iz Duhovnega ateljeja Potovanje duše. Evo, kot vidite, je pri nas vedno čarobno. Sem rekel, da nas pred tole steno, ki jo vedno vsi, ko pridejo k nam, občudujejo, posnel video, zato da vam pomagam razumeti, zakaj so eni zeleni odzvesti. Živimo v državi, kjer sem opazil velikokrat, če postaneš uspešen, če postaneš viden, če imaš v življenju tisto, kar si želiš, če se trudiš in uresničiš svoje cilje, da je en kup ljudi okoli tebe ljubosumnih, zavistnih, kar nekako jeznih nate, ne? Jaz tega nikoli nisem razumel. Zaradi tega, ker vedno, ko sem v življenju videl ljudi, ki so šli naprej, ali pa sem videl nekoga, ki je uspešen, ali pa nekoga, ki ima tisto, kar se želi, sem ga vedno gledal z občudovanjem, ali pa jo vedno gledal z občudovanjem, kaj ta človek počne, kako mu je uspel. Vedno sem vzel te ljudi kot motivatorje, ker če so oni lahko, potem lahko tudi jaz, ne? Tudi jaz že celo življenje v življenju iščem ljudi, ki so uspešni. Ljudi, ki grejo čez ovire, ljudi, ki zmagajo na svoj način, ljudi, ki si ustvarijo v življenju tisto, kar si želijo. In to bi vedno predstavljal motivacijski faktor. Nikoli ne razmišljam, ga model so tam presaravali, kaj si je kupil, model, kaj pa ti misliš, da si, glej, sem nečeš več. Ne, nikoli. Vedno imam tist odnos, kjera frajerka, glej, kaj je uspel, glej, kaj je lahko naredila. Če ona lahko naredila, lahko tudi jaz naredim. Oziroma, on je ravno kar pokazala, da je mogoče, da lahko tudi jaz v tem času in trenutku in prostoru naredim to. To se pravi, vedno gledam ljudi, ki uspejo v življenju kot motivacijski faktor, kot upanje, ki so mi ga dali za to, da lahko tudi jaz dvignem svoje življenje na višjo raven, ne? Je pa dejstvo, da je mnogo ljudi v tej državi takšnih, da ne vidijo tega na tak način, ne? Ponovadi, če uspeš v tej državi, ti ljudje kar tako malo dol zabijajo, te hočejo dol zabiti, ti želijo dati slab občutek glede lastnega uspeha. Ti želijo povedati, da si nekaj narobe naredil, ne? Če si ti ponosen na svoj dosežek in ponosno pokažeš, kaj si naredil, ti kar tako hočejo povedati, da se malo spusti na realna tla. A veš, ne se ven metati, ne toliko na glas govoriti o tem. Rad bi vam povedal, da ta ljubosumnost, ki je mnogokrat prisotna v slovenski družbi, ni v redu. Tako enostavno, ni v redu. Zaradi tega, ker zavira kreativo, zaradi tega, ker zavira ljudi na poti uresničevanja njihovih sanj, zavira tistega, ki jo sproža in sproža slabe občutke tistemu, ki deluje. Tudi ljubosumnost na noben način ne funkcionira. Tudi če imate v življenju ljudi, ki so ljubosumni v odnosu do vas, morate razumeti, da so ti ljudje malo toksični in da jih ne jim dovolite, da so preblizu vas, ne jih vključite v svoj proces uresničevanja, zaradi tega, ker deluje kot virus. Tudi jaz iskreno vam moram povedati, jaz imam rad ljudi, ampak ljudi, ki so ljubosumni, ljudi, ki mi želijo slabo, ljudi, ki mi mečejo polena pod noge, s takim užitkom jih vržem energijsko svoje aure in svojega življenja, da vam povedati ne morem, zaradi tega, ker nimam časa se ukvarjati s takimi ljudmi. Preveč imam idej, preveč imam knjig, preveč imam stvari, ki jih moram narediti, stvari, ki jih moram napisati in se mi res ne da ukvarjati z ljudmi, ki so na kakršenkoli način ljubosumni ali pa imajo problem z mano. Če ste pa vi takšni, da ste ljubosumni, potem vam pa res svetujem, da se usedete samim seboj in greste v eno mini meditacijo in se vprašate, zakaj imate te občutke v odnosu do drugih ljudi. Zakaj se vam to poraja? Zakaj se mogoče težko veselite uspeha drugega človeka? Kaj je tisto, kar v vas zbuja dvom, da vi ne morete tega narediti zase, kar ste videli pri drugih ljudeh? In boste najverjetno ugotovili, da imate mogoče nek vzorec iz preteklosti, ker vam je nekdo nekoč rekel, da ste nevredni uspeha, da ste nevredni, da greste naprej, da ste nevredni, da se izpostavite ljudem in ste na neki ravni to začeli verjeti. In potem, če vi to verjamete na neki ravni in vidite nekoga, ki ravno kontra počne, ravno kontra temu, kar ste se vi znotraj sebe naučili, potem se znotraj vas ustvari konflikt. In ego vam sproži odziv, kot je ljubosumnost. Tako, evo, na zelo enostaven način sem hotel razložiti, kaj ljubosumnost je. Tako da, glavni namen, da smo se ljudje rodili, je, da postanemo vidni, da postanemo veliki, da postanemo slišani, da naredimo vseh 5000 stvari, ki si jih želimo v glavi, da živimo svoje sanje, da imamo denar, da imamo čas, da imamo najboljše prijatelje na svetu, da potujemo po svetu, da imamo tako bajto, kot si želimo, da imamo tako otroke, kot si želimo. To je namen življenja na zemlji, zato ste se rodili in tudi vsi, ki gledate ta video, morate iskreno priznati, da se znotraj sebe želite to za svoje življenje. Če ima pa kdo kak problem s tem, mu pa ozaveste sliko, dajte mu pogledati za ta video, tako da če ne bo jezen na koga, ne bo na meni jezen, tako da ne bo na vas.
Dajte mu pogledati ta video, pošljite ga meditirati in če ne bo transformiral zadeve, ga gladko malo odstranite ali pa odmaknite svojega življenja in živite svoje življenje dalje. Upam, da vam je ta video pomagal tako malo razumeti, zakaj je slovenska družba tako malo podzavestno ljubosumna, mnogi v slovenski družbi. Razlog je še enkrat v čustvenih vzorcih, v načinu vzgoje, na katere so mnogi vzgajali ljudi v tej državi, da morajo biti skromni, da se ne smejo izpostavljati, da ne smejo vse ven metati in tako naprej. Moje mnenje, oziroma nasvet za vas pa je, bodite to, kar ste in se ne preveč obremenjevati za druge ljudi in se vzamete življenje tisto, kar si želite. Na naši spletni strani www.potovanjeduse.si imate ogromno tečajev, ogromno delavnic, meditacij, ki vam pomagajo graditi osebno moč, ki vam pomagajo zasidrati ta voditeljski pogum, zato da se ne boste sekirali, kaj si drugi ljudje mislijo, da se boste naučili v drugih ljudeh prepoznati najboljše, tisto, kar ljudje so v resnici zmožni narediti. Naprimer, ene izmed teh karakternih treningov delam na svojemu tečaju Atlantis Master, to je program modernega voditeljstva, ki ga začenjam septembra, tako da pogledajte si na spletni strani več o tem programu in vas tudi vabim na njega. Vsi ostali naši videi, brezplačne meditacije, knjige, ki jih pišemo, članke, ki jih pišemo, so pa namenjeni temu, da imate vi boljše življenje, so pa namenjeni temu, da prijete vi bliže svoji resnici. Tako da v vsej tej zgodbi res ni prostora nikjer za ljubosumnost, je pa prostora za ogromno kreative, ogromno dobro volje in ogromno življenjske sreče. Želim vam vse dobro, www.potovanjeduse.si je stran, kjer boste našli več stvari in imejte se lepo, se vidimo kmalu. Čau!